Pozdravljeni. Hvala za povabilo. V bistvu mi je bil kar izziv, kako vam v relativno kratkem času predstaviti naše izkušnje in dejansko odgovoriti na tole vprašanje, kaj si želijo. Začela bom pač z malo uvoda, potem v drugem delu predavanja pa bom se dejansko osredotočila na to naše vprašanje, da tudi poskušamo najti naše odgovore. Jaz sama sem onkolog internist, prva leta sem delala dejansko v ambulanti, kjer smo bolnike poskušali tudi ozdraviti raka, mnogih tudi nismo ozdravili, sočasno pa sem delala v paliativi, kasneje se je izkazalo zaradi velikih potreb v paliativi, da se moram dejansko paliativni oskrbi v celoti posvetiti in dejansko v zadnjih letih delam samo paliativno oskrbo. Delamo jo na Onkološkem inštitutu v okviru naše specializirane paliativne oskrbe, od 2007 imamo oddelek in potem, kot vidite, skozi leta smo dodajali dejavnosti, od ambulantne dejavnosti, konziliarne, v zadnjih 2 letih tudi mobilno enoto. Ves čas imamo ta, bom rekla, telefonsko številko na voljo za naše bolnike in v zadnjih letih lahko vidite, kako nam raste število bolnikov, ki jih obravnavamo, ker dejansko naša ekipa nekako pokriva osrednjo slovensko regijo za bolnike z rakom, hkrati pa dejansko, ker tudi marsikatera regija nima teh možnosti, saj telefonsko svetujemo tudi ostalim. Zaprav, kaj hočem povedati s tem prvim slajdom, je to, da imamo res veliko izkušenj z bolniki v zadnjem obdobju življenja in si nekako upam trditi, da bom predstavljala nekako mnenje večine teh bolnikov preko naših izkušenj, ki jih imamo z delom pri njih. V naši oskrbi mesečno umre od 80 do 100 bolnikov na mesec, je pa dejansko takih bolnikov v Sloveniji 500 mesečno, to se pravi, v letu je to 6000 bolnikov, ki umrejo zaradi raka, to se pravi, res veliko bolnikov, da ne omenjamo tudi še vseh ostalih kroničnih neozdravljivih bolnikov, ki vemo, da naša smrtnost v Sloveniji je približno čez, bom rekla, 21-23 tisoč smrti letno. To se pravi, ljudi, ki umre v Sloveniji, je veliko in je res potrebno ta znanja imeti, kako tem ljudem v zadnjem obdobju pomagati. In zato bomo danes pregovorili, kako tem bolnikom pomagati celostno, to pomeni ne samo skrbi za njihove telesne simptome, ampak se posveča tudi psihološkim, socialnim in pa duhovnim potrebam in pa se zaveda tudi vseh teh različnih obdobij, skozi katere te bolniki grejo. Skozi zgodnje obdobje paliativne oskrbe, pozno in pa tudi obdobje umiranja in pa ne pozabiti na obdobje žalujočih, kjer moramo pa predvsem poskrbeti tudi za žalujoče, s katerimi pa je treba zelo veliko delati že v predhodnih obdobjih. Ampak ne pozabiti, tukaj ne govorimo samo o bolnikih, ampak govorimo tudi o žalujočih in čisto na koncu mojega predavanja boste videli, zakaj je to še toliko bolj pomembno. Zdaj paliativna oskrba seveda iz tega vidika, če takole zelo celostno pogledamo, vidimo, da ni najbolj preprosta medicinska dejavnost, in preden bom šla na moje odgovore, na tisto moje zastavljeno vprašanje, ki sem ga dobila v naslovu, bi rada še 2 temi pač se jih dotaknila in sicer 2 besed. Eno so vrednote. Kakšne imamo mi vrednote? Kakšne ima vrednote naš bolnik, ki je pred nami? Kakšne ima vrednote njihov svojc? In nenazadnje, kakšne imamo mi kot zdravstveni delavci vrednote? Vse to moramo postaviti tudi v nek prostor v prostor naše družbe in bodimo realni, te vrednote so zelo različne in srečali bomo take in drugačne bolnike, take in drugačne svojce in take in drugačne tudi zdravstvene delavce, vse v neki naši družbenem okolju. In mi se kot zdravstveni delavci soočamo z bolnikom, ki ga srečamo v nekem danem trenutku, vsak ima neke svoje izkušnje, svoje vrednote, vsak za sebe nekako ima svoje norme, kaj je to dostojanstvo življenja. In še ena beseda, ki mislim, da je tudi prav, da se jo dotaknemo, trpljenje. To je zelo pogosto zdaj. Ljudje trpijo. V zadnje čase zelo veliko poslušam, kako vse posod trpimo. Seveda, bolniki
imajo določene situacije, ko trpijo, tudi svojci trpijo. In dostikrat se zgodi celo tako, da bolnik svojc pokliče pa reče, moj mož trpi, na koncu se pa izkaže, da ga dejansko za trpljenje tele žene, ki kliče, ker ne ve, kako mu pomagati. To se pravi, trpljenje je, če ga gledamo iz več vidikov, je različno. Tudi zdravstveni delavci včasih trpimo v vsem temu dogajanju. In spet to trpljenje postavimo tudi v kontekst naše družbe, ki seveda trpljenje vidi kot nekaj takega, kar nočemo imeti, mi pred tem bežimo, stran od tega, stran od smrti, stran od vseh teh, bom rekla, težkih stvari, ki jih življenje prinaša. In zdaj poglejmo ta dva primera. To je, v bistvu sta dve bolnici, ena, ki je klicala, ker je imela po noči grozne bolečine, dejansko gre za mlado bolnico, mamico, z rakom trebušne slinavke. Bolečina iz mojega vidika, tako kot mi je rekla, bi bila 10/10, ona je sama ocenila, pa se lahko bi bilo še hujše, ampak je bilo res neznosno. Jaz si pa tako želim, a veste, konec tedna ima moja hčerka maturantski ples, pa bi res želela tja iti. Kako lahko to naredimo, kako lahko pač to izvedemo, a bom sploh zmogla to. Na drugi strani imamo bolnico, ki rečemo modra bolnica, ki dejansko tudi vidite, neki simptomi so bolj izraženi, kot je huda utrujenost, tudi anksiozna je. Gre tudi prav tako za mlado bolnico, ima tudi hormonsko aktivni rak in ona tudi, bom rekla, že kar nekaj let jo obravnavamo. In tako, če na hitro pogledamo, kdo od teh bolnikov res trpi, kdo huje trpi. A smo sploh mi v bistvu tisti, ki smo poklicani, da bomo ocenjevali, kdo huje trpi. V bistvu, če čisto realno povem, bolnica, rdeča bolnica, ona svoje stanje, ki meni se zdi kar grozno, huda bolečina, huda stiska in vse, ona svoje življenje ne vidi kot trpljenje. Ona bi rada živela, ona ima še svoje cilje, ona ima še nekaj, kar bi rada doživela. Medtem, ko recimo modra bolnica, ona vedno znova, kadar pokliče, vedno reče, to moje življenje je samo trpljenje, jaz s tem ne morem živeti. Že pred parimi meseci je rekla, jaz bom kar verjetno res naredila samomor, pa ga na koncu za vso obravnavo ni naredila, ne prvič, ne tretjič, ne petič, ki je to menjala, ampak če vprašaš, ona reče, hudo trpim. In spet smo tam, kaj je to trpljenje? Ampak to so realni primeri. Tako da spet so neke, bomo rekli, individualne zgodbe, individualno dojemanje, kaj je to trpljenje in kje lahko pomagamo in na kakšen način pomagamo. Ljudje smo različni, vse povsod, taki in drugačni, in tudi bolniki z rakom so taki in drugačni in taki in drugačni tudi vsak dan v našem delu srečujemo. In zdaj smo pa pri mojemu naslovu predavanja, kaj si želijo. Seveda je zelo pomembno, kdaj gledamo, kjer obdobje v paliativni oskrbi. Ali to takrat, ko rečemo zgodnja paliativna oskrba, ko dobivajo še specifično zdravljenje, verjemite mi, takrat jim je najbolj pomembno, da imajo najboljšega kirurga, da imajo najboljšega specialista za zdravljenje in to je tisto, kar je takrat pomembno. Takrat se z drugimi stvarmi kaj dosti ne ukvarjamo. Ko pa pridejo v pozno paliativno oskrbo, ko pa mogoče počasi zmanjkuje nekega specifičnega zdravljenja ali ga pa celo ni, ko pridejo v paliativno ambulanto, še vedno sprašujejo, ali ni možnosti kakšnega zdravljenja. In pa mogoče res pridemo do tega, da res ni, še vedno, kaj pa kakšna alternativa, kaj pa konoplja, kaj pa, veste, iščejo, vedno iščejo še nekaj, kaj bi lahko, da bi bilo življenje boljše in daljše, a veste. Tako da, to so izkušnje, s čimer mi živimo. Tako da, so pa stvari, ki se jih pa te bolniki v tem zadnjem obdobju pa res začnejo tudi bati, pa spraševati. Ena od teh stvari je, da res si želim, da me ne bi bolelo. Jaz ne želim umreti v bolečinah. Veliko bolnikov si želi umreti doma. Marsikdo reče, samo da ne bi umrl v bolnici, da ne bi umrl v intenzivni enoti, da ne bi umrl intubiran. Mnogi, pa ko imaš že daljše pogovore, pa ti jasno rečejo, veste, kaj me je najbolj strah, najbolj mi je hudo, ko vidim mojo ženo ali pa moje bližnje in imam občutek, da sem jim v breme in to mi je tisto, kar je težko.
In to so te, bom rekla, 3 stvari, ki sem jih jaz malo izluščila iz naših izkušenj, kaj je tisto, kar se naši bolniki bojijo. In če začnemo samo s tem, da me ne bi bolelo, noben od nas si noče videti takega bolnika, ampak nažalost se nam to vedno znova dogaja in to so običajno tisti bolniki, ki nekako še niso bili vključeni v paliativno oskrbo ali pa res pride do nekega akutnega zapleta. In v takih situacijah, zapomnite si, v takih situacijah so ljudje, ki rečejo, joj, to pa ni vredno mojega življenja, tako se pa ne da živeti. In ne bojo rekli, hočem evtanazijo v tem trenutku, ker ponavadi te besede bolniki niti ne uporabljajo, ampak rečejo, to ni vredno mojega življenja. Ampak ko se pa uredi bolečino se v večini primerov res da zelo dobro urediti, potem o evtanaziji več ne govorimo. Tako da, kadar so v ospredju neki neobvladljivi simptomi, jih je treba nasloviti čim prej in jih dobro oskrbeti in potem dejansko bolniki ne bojo imeli težav zaradi nekega, bom rekla, neznosnega trpljenja zaradi telesnih simptomov. In zato je treba naslavljati in potrebe bolnikov in svojcev in pa se prilagajati zdravstvenemu sistemu. Vedeti moramo, da paliativno oskrbo moramo izvajati na več nivojih, to se pravi na osnovnem nivoju in pa seveda na bolnišničnem, specializiranem nivoju. In večina bolnikov, večina težav bi lahko dejansko v nekem delujočem sistemu že osnovna paliativna oskrba obravnavala. In tako tudi v slovenskem prostoru so ravno družinski zdravniki tisti, ki ogromno paliative izvajajo in marsikje jo delajo res zelo dobro in hvala jim za vso njihovo sodelovanje. Kar pa nam ne funkcionira še najbolj, so pa naše specializirane enote, ki bi mogle biti poklicane tudi zato, da bi pomagali osnovnim timom, se pravi družinskim zdravnikom, za takrat, ko imajo težje primere. In glejte, ta slajd je čist copy-paste od lanskega leta, ko sem bila isto v tele modri dvorani in sem prikazovala, kaj imamo danes, kje smo. In glejte, danes smo isto tukaj. V celem letu smo imeli ogromno nekih debat, diskusij, kaj vse moramo narediti, da bo drugače, ampak smo še vedno tukaj. In to je tisto, kar si jaz včasih res želim, da bi vso to energijo pa voljo, vsi tisti, ki so za tak zakon ali pa proti, raje mogoče usmerili v to, da naredimo neko spremembo v tej paliativni skrbi in da naredimo korak naprej, da bo res dostopna čim več bolnikom v našem okolju. In zato naj mi ne zamerijo kolegi iz regij, kamor bomo dali zdaj črne pike, ker jaz mislim, da črne pike bi lahko marsikaj postavili, ampak hočem samo poudariti, da imamo res črne pike, kjer bi rabili bom rekla, impuls prav, da se stvari spremenijo in da bodo tudi družinski zdravniki iz teh regij, kjer so zdaj črne pike, imeli nek support. Ker mene, ko kliče nekdo iz Primorske, veste, jaz že poskušam pomagati po telefonu, ampak jaz bolnika niti ne vidim, niti ga ne moram obiskati, nič ne moram narediti. In nadaljavo je veliko težje pomagati, kot če se ti usedeš v mobilni avto in odpeleš tja in na licu mesta nekako oceniš in pomagaš. Tako da, kaj si želimo? Kaj si želimo, da bi imeli v vseh regijah v Sloveniji? Ko ima kdorkoli od zdravstvenega osebja pred sabo bolnika in pa pač svojca z nekimi potrebami v paliativni skrbi, ali telesni simptom, psihološki, socialni, duhovni, karkoli že je, v katerikoli regiji bi se želeli, da ima ta zdravnik na voljo v bistvu vse tole, da ima konec koncev dovolj, recimo, če to družinski zdravnik, da ima dovolj znanja, da ima patronažno sestro, ki je izvežbana glede teh paliativnih postopkov, hkrati pa, da ima on v katerikoli regiji v Sloveniji tudi podporo 24-urnega telefona, da lahko zavrti telefon, pa reče, kako naj uredimo ta simptom še boljše, to pa to sem že naredil, kaj pa lahko naredimo še bolje. In če ne gre drugače tudi, da ta mobilna enota lahko pride na dom in tam pomaga in da je, bom rekla, na koncu tudi nek bolnišnični oddelek v ozadju, ker obstaja, mislim, veliko bolnikov se da za osnovno paliativno oskrbo poskrbeti, ampak obstaja, pa približno ocenjuje 10-20% bolnikov, ki pa rabijo vsaj prehodno neko bolnišnično obravnavo, specializirano bolnišnično obravnavo in zato bi mogli imeti v vsaki regiji v Sloveniji tudi nek bolnišnični oddelek, poleg tega za bolnike in pa hkrati tudi kot
bazo, kjer bi se učili mi, bom rekla, mlade kolege paliativne oskrbe. Torej, in če bi imeli to paliativno oskrbo boljše razvito, sem prepričana, da ta prva točka ne bi bila več toliko, bom rekla, v ospredju, zlasti ne v naših očeh kot zdravstvenega kadra, ne, bi bili res prepričani, si marsikaj lahko uredimo. Ta strah, ki je pa še vedno pri bolnikih, pa bo še kar nekaj časa trajala, ne. To, kar ne bojo verjeli, da se da kakšne stvari tudi urediti. Pa se pa dotaknemo še druge točke, da bi lahko umrl doma, a veste, to je zelo taka človeška želja, ki pa se pol v realnosti včasih ne izide, zato ker je pač več razlogov za to lahko, ampak da se ne spuščamo v razloge, bi jaz samo pokazala naše izkušnje na Onkološkem inštitutu. Pokazala sem že, kakšne vse dejavnosti imamo, to je trajalo skozi leta, zdaj imamo 16 let že aktivnega dela. Tukaj pogledajte ta graf, kaj smo skozi leta opažali. Vidite, to v bistvu kaže, koliko ljudi umre prav v bolnišnici Onkološki inštitut. In če gledamo od leta 2000, se je to število smrti v bolnišnicah do leta 2016 povečalo skoraj na 600. To je dejansko bila naš maksimum takrat. Ampak zdaj pogledajte, kaj se je po zadnjih 3 letih zgodilo. Pa pustimo to korona leto, zato je modro, ampak zadnje 2 leti, ko dejansko vse normalno funkcionira že, umrljivost znotraj naše bolnišnice je bistveno padla. 200 bolnikov manj umre znotraj bolnišnice, ampak umrejo v domačem okolju. Torej je več bolnikov takih, ki umrejo tudi tam, kjer so si želeli. Pa zdaj bo kdo rekel, ja, pa smo dali dodatno breme na svojce. Glejte, verjemite mi, svojci delamo zelo veliko, ker so nam zelo pomemben člen v vsej tej podpori in ogromno zahvalje ravno sa strani svojcev, potem ko uspejo do konca nekako urediti, bom rekla, to zadnje obdobje za svoje najdražje, ker pomeni in bolnikom, ki umrejo, da so v domačem okolju, še bolj pa pomeni za te naše svojce, ki potem tudi želujejo veliko lažje, pa kolikor so to nekako na koncu zmogli. In zdaj samo še zadnja točka, taka je včasih mogoče še najtežja, tako kot ti rečejo bolniki, da imajo občutek, da so breme, pa potem, če svojci to slišijo, takoj zraven rečejo, ne, se ni to tako, ampak bolnik še vedno to tako čuti in to verjetno je res grozen občutek. Poglejte, to je eden izmed teh člankov. Najprej sem imela na tem slajdu 5 takih člankov, pa so bile pa že majhne črke, pa sem rekla, samo enega bom dala. Dejansko, če imajo bolniki občutek, da so breme, bo potem več, veste, te želje, se mogoče bilo pa bolj, že jaz prej, da me kar ni, ali je kakšna možnost taka, da bi lahko kaj pojedel, naredil poklic zdravnika, da se konča to moje življenje. Tako da mi moramo res delati na temu, da bomo podprli te svojce, da bomo nekako slišali bolnika, ki želijo večinoma umreti v domačem okolju, da to omogočimo. In zato sporočilo, ki jaz mislim, da večinoma bolniki, ki so na Onkološkem inštitutu oskrbovani, oni res želijo živeti, oni iščejo vse metode, sem vam prej razlagala, kaj vse bi še naredili, da bi živeli, treba poskrbeti pa, da bojo to kvalitetno in da bomo imeli ta pravo podporo tudi za svojce, da bojo zmogli to podporo in nuditi tudi v zadnjem obdobju. In zato jaz osebno, bom rekla, verjamem, da naši bolniki si želijo dobre paliativne oskrbe in da je to ena od naših prioritet, ker bi jo mogli mi kot zdravstveni delavci si zadati. Tako da, hvala za pozornost.